Ne bo več. Te ne bo več. Odhajam. Zmeri se malo fajtaš, veš, meni se ne daj in pol reče, Hana, dej, nik, dej gremo pač. Zmeraj mora prva reakcija pismo, sam tu ni šans, da bi speljal. Ne? Niti mene ne smeš vprašati, Hana moraš Ja, to vprašati. že sem jaz gazda tle. Glavim, če ledno bottle flip. Ale še enkrat, v tretje gre rado. Zdaj, V prvo. Če ledno bottle flip je to najboljša epizoda, da zdaj ajde. Dobro. Preveč vode imaš noter. Moš malo spet Ne. ven, dva požirka. To je prav una fora bila, moš imeti nekje tretjino vode noter in pole se vsakokrat. Pa zdaj. Evo. Ja, Ja, škoda. Dej, tretje pa bo, dej še Čakaj, enkrat. zdaj ima jaz, če jaz lendam, sem jaz lastnik podcasta. Dobro. Ta je Ja, bila niso, zelo ne? blizu. Premalo. Jani, ostani v podcastih. Nam ni usvojeno, da nas to. Ne, jebeš uši. Evo. Ok. Da nas en Tim Benesere podcast. To je bila Yes. Dober ideja dan. od Nika, zaradi tega, ker Nik ima eno zdaj tako Žalostno novico. žalostno novico, ko lahko vidite po naslovu podcasta. Ne? Ja, Ja, Težka. zelo težka. tako da. Ne bo več. Te ne bo več. Odhajam. Zavedno. Nas zapuščaš. Zapuščam za ena dobra 2 meseca, po mojem. Mm. Nažalost grem na izmenjavo. V glavnem, grem na izmenjavo na Majorko. Ja, tako da naslov je Šola. malo clickbait, ne? Se pravi, Nik nas ne zapušča, ampak v bistvu nas ne. Tehnično vas in zaradi tega, ker grem na Majorko, ne, dejansko pisati diplomo, je z nami Hana danes, ne? Jo, what? Najnovejši član. Najnovejši Ja, član to sem jaz. Članica To sem jaz. podcasta. Tako je. Ja, Živijo. tako da. Smo rekli, da naredimo en tak intermezzo med vsemi epizodami, da ne bo samo ta educational content, da bo še malo tako za veselje, Tako. da tudi nas malo bolj spoznaste, da se verjetno mene in toliko poslušalci so že spoznali, zdaj pa še Ojoj. ustvarjalce, ne, Behind the podcasta, ne, scenes. Behind To the smo mi scenes. za kamero, ne? Magic Tools, nekako že. Ja, tako Ja. da, evo, Nika ste že malo spoznali v prvi epizodi, ne, če niste šli, da pejte malo poslušati, ne. Ja, tako. Tako da smo govorili od športa, namiznega tenisa, za ki smo začeli s podcastom. Ja. Zdaj bomo malo Hanu predstavili. Jo zdaj že malo zabavamo, že cel dan, ne, da bo Ja. glavna hostja tle samo. ja. Ja, tako da, Yes. ja. Kaj? V bistvu Hana se nam je pridružila tako spontano, ne. Prvič Ja, je je bila bilo ful zraven, spontano, ja. prvič je bila zraven pri Aljažu, ne, ker smo snemali. Ja. Ja. In rekla, da je bilo ful fajn in pole je kar. Pole sem natala kar članica, ne? Zdaj sem tle. Zdaj delam klipe, to sem jaz Ja. takrat v moji sobi, kjer delam Ja. klipe in snemam, ja. Ona je mislila, da bo samo tam v ozadju malo striček, Ja, oziroma ne, zdaj. tetka iz ozadja, ne, smo rekli, Ne, Mislim. smo... tu mora priti od Zdaj sem spredi. zvezda. Zdaj te bojo videli ljudje in Ojoj. boš ratela worldwide known. Ja, Ja. vidiš. Tako da ja, tiste klipe, ki vidite po socialnih omrežjih in na Instagramu in na YouTubu in na TikToku, če slučajno kdo gleda, ma na TikToku itak nobeno ne gleda. Ne smeš tega reči, no? TikTok itak algoritem ne pušne ven, ne. Dobiš Ja. tistih par lajkov in to. No, tisto vse ustvarja Hana, ne, tako da Tako je, ja, ja. Vse fun, no. je fan. Ja. Ste videli tudi izboljšane kvalitete, prej sem klipe na začetku sem delal jaz, ampak je bilo pač tako full basic stuff, zdaj pa je level up. Ja, ni nek Ja. level up lih, nema. Zdaj malo manj delaš ti, ne, Jani, zdaj Ja. malo Ja, več to je časa to. zase Ful imaš. mi pač para, ja. Prej sem delal, ne vem, itak je vzel vsak klip, ne vem, je na pol ure, 45 minut, ne, tako da tisti cajt pole lahko gre darham, ne, tako da sem ful vesel za Hanu, za Nika, da pomagajo zraven, ne. Vidiš, dobro delamo, Nik. Bravo, Hana. Ja, tako da. Nekaj zmeraj pole, ne vem, vsake toliko slišim kakšne pohvale, ja, ti je ful dor podcast, ful dor ti gre, ono trečem, a je zmeraj mora prva reakcija pismo, sam tu ni šans, da bi speljal, ne. Ja, sej, Pač na začetku, ko si ti pomagal, Nik, itak si mi v montažu ti, pole zdaj še Hana, je res, pač sam ful težko to bi speljal. Pač tako je ful lažje, če imaš neko ekipo zadaj, da si v večjih, ne. ja. Ja, se nabere delo, ne. Ne. Tako da, pa tudi uno, ne, vi sta iz tega področja, ne, video, Ja, mislim, foto, video, ne. definitivno bi rajši jaz edital in ti dobil v gostu, ne. Ker Ja. tebi to ful dobro gre, smo se zadnjič s Hano pogovarjali, Mhm. da
pač ti kar Ti kar pišeš, dobiš, ne, ja. pač. Ja, mislim, kar dobiš, veš koliko je, mislim, skozi moraš malo pisariti okrog, Ja, pa ja. fulenha stresa, pismo je, zdaj že 2 tedna nismo nič posneli, kdo bo naslednji host. Ma hkrati je, po eni strani je dobro, ker ne veš, kdo bo naslednji host, po drugi strani je pa tudi malo anxiety, ker ne veš. Ja, ampak zmeri so boljši gosti, ne. Ja, to Mislim, pa. tako, zdaj nočem zdaj reči, da oni prvi niso bili dobri, ne, Mhm. ampak pač malo smo upgradali, ne, se Ja. mi zdi pač tako. Tako. Ja, ker recimo eno vprašanje, ki jih pogosto dobim, kako zbiram hoste. In je tako, malo je, manj cel seznam, pač koga bi jaz rad videl, da bi bil na podcastu, zaradi tega ali ka mi je zanimiv, ali ka mi je fascinanten kot oseba, ali pa ima neke kredence z tega področja, ali itak pole izkoristiš malo poznanja in to. Hkrati pa pole ne gledam na neka, ne vem, kredence in to. Prvič je, ker smo povabili Marušiča, je bil Ja. pismo, ne vem, zakaj si ti mene povabil, ne, nisem pač nič, samo ni pač tu fora, ne. Ja, Kaj tak podcast je da imaš neke zanimive ljudi, da rata dora debata in to, ker recimo z Marušičem je eden izmed najboljših poslušanih, gledanih podcastov do zdaj, a veš pa. Pač malo je zato, ker vsi poznajo, naša generacija, malo zato, ker je bila zanimiva debata in to. Hkrati pa probam še vedno ostati v neki tematiki podcasta, se pravi dobro počutje. In je hkrati tudi pismo, ta host ni prav direkt iz tega tematike dobrega počutja, ampak še vedno, ali je zadovolj za podcast ali ne, na koncu se mi zdi, vsi gosti so nekako izpadli, da je v tej tematiki. Ja, mislim, se mi zdi, da vsi drugače vidijo dobro počutje in pač vsak malo drugače razmišlja o tem, tako da pač ne vem, zakaj je to slaba stvar, da imamo tako, kako bi rekel, širok pogled teh, ko se reče, pač širok pogled, pogled do teh, ko se reče, zdaj bomo to zbrisali ven. Več bomo zbrisali, tako bomo. Širok spektr ljudi, ne, Ja, tako bi tako rekel. je. Se mi zdi, da je dobro za vseh, ker lahko pač, če bi imeli samo neke doktorje, pa bi samo doktorji poslušali ta podcast. Ja. Zdaj jim pol- Ker dejansko ful lažje bi bilo imeti ten podcast, ne vem, da bi ga pojmovali pač, ne vem, moderno življenje, pač je ful imaš širši pojem. Hkrati pa potem se mi zdi, da se bi malo zgubilo. Veš, boš, da se targetiraš, da imaš neko tematiko, ki jo pole začneš obdelavati. In mislim, da se je tudi tu pa pri podjetništvu zmeraj govorijo. Moraš ti si izbrati neko ciljno skupino oziroma neko tematiko, na kateri baziraš, ne, ker pole se ti tudi pot se ti nazaj reše, ker če imaš preširoko tematiko, pole tudi se zgubava, ne, pač malo tam, pole ni tiste niti, ne, tako da, ja, malo z enim drugim, no, tako da, ja. Tako da mogoče zdaj Hana malo predstaviš, za ki si se odločila pomagati, ne, sploh, ker recimo, ker zdaj niso še finance v igri, ne, tako da ni še v tisti fazi podcast, ki bi karkoli služil, delamo to bolj z veseljem, ne, in Mislim, se to bo vedno, ne? ja. Sem pa prijemala cash vmes, ma dobro. Ma ne, jaz sem se odločila, da prijem pomagati, ker pač itak me to ful veseli, je neka nova izkušnja, tako res, tudi te klipi so mi ful dejansko pomagali zdaj z mojimi izkušnjami, I guess. In ja, ne vem, tudi to so kamere posod, mi je fajn snemati in to, tako da tudi mi je všeč tematika podcasta na splošno. Eko, v bistvu ti se tudi ukvarjaš športom, ne? Ja, mislim tako, no. Ne veš toliko, da če fitness zdaj upoštevamo, ja. Ker prej si pa rolkala, oziroma, ko se Ja. to reče, Skejtanja. Ja, no, mislim, koliko sem v bistvu od 10. leta, če ne še nižje, sem začela skejtati takrat. Pa tako čez leta, tako bolj za zabavo, niso rateli neki dori triki, ne, ma je bilo tako, ko nek hobi, no. Ja. Zdaj smo tudi z Nikom vsake toliko šli kaj skejtati. Ja, nisem pa lih Nismo profi, ne. Ne. Tako da malo skate, malo fitness, ne, spet fitness body, jasta. Ja. Ja. Zdaj bomo tiho. Pak ja, ne, sej, meni je ful lepo, da imaš nekega tako gym buddyja, ne, ki pole zmeri se malo fajtaš, veš, meni se ne dajti in pole reče, Hana, dej, Nik, dej gremo, pač, in pole samo greš, ne, to mi je ful meni pomagalo, po moje Hane tuji, ne, mislim tako in pač tudi, ne vem, kot prijatelj smo ratili, boš prijatelj, se mi zdi glede tega Ja, in to je res. pol dobimo šejke pri tebi, ne, tako da, ja,
Mislim, meni je bilo malo samo, mislim, sploh mi ni bilo čudno, da je Hana prišla na ta podcast kot neka pomoč, ker se mi zdi, da je tako prav no-brainer bil. Ja. Pač tudi za nas, celo ekipo, ne? Ker bi meni pomagala dosti pole, če meni pomaga to tebi, ne? Ja, dejansko. Tako da, Ja, tako da Ja. se pole tudi malo lahko razdelimo vloge, ne? Itak montiranje podcasta ima še vedno ti, oziroma ker gre zdaj na Malorko, bo malo Hana prevzel. Aha. Malo vse Oziroma je na tudi- meni, da. Artificial intelligence je v igri, ne? Smo se Ja, zadnjič to je pogovarjali, da bomo zdaj možnost je. testirali ta kako je že, Magic aha, Tool, ja, kaj je že, kaj je že Autocast. Autocast, ja, za Premiere Pro, tako da bomo videli, kako bo tisto. Ne. Se tu je bila tudi debata, kje je ta artificial intelligence, kje prije v igro, ovih zadnjič smo Ja. debatirali s tabo. Ne. Po eni strani ti ful pa še para časa, pa je ful fajn, po drugi strani pa se malo zgubi tista kreativa oziroma neka duša. Ni Ja. človeško, no. Ni človeško. Ne. Je videti, da ne dela človek, ne. Za računalnikom. Ja, po moje, mislim tudi je ful težko po moje narediti, da ti naredi zmeri lepo te premike in tako na koncu moraš pogledati cel podcast, ali ga editaš med tem, ko ga gledaš, ali ga moraš potem gledati še enkrat, vse je isto konc koncev. Tako da ja. Ja, bi bilo zanimivo, če bi recimo ti ga prvo zedital, pa da bi ga zeditali prvo, pač poročno, in pole daš skozi ta AI in pole vidiš, kakšne razlike ratejo. ja. Tisto bi bilo zanimivo videti. A pa ono, recimo, to smo se tudi debatirali z enim. Pale manjka pa AI-ju ta čustvena komponenta. Ne? Se pravi, ti nik dosti krat narediš, da recimo se vidi mene, čeprav govori gost, da pole se vidi ta moj facial expression, se pravi Ja. obrazna mimika. Ne? In tisto pa AI verjetno nima, zaradi tega, ker ta AI tool sinhronizira glede na to, kdo govori. Se pravi, zmerno priklope kamero v tizga, ki govori. Ne? Tako da tisto mogoče malo manjka. Ja, boste videli, ne, saj imate en mesec zastonj. Ja. Pri trial in pol bomo videli. In kako potem bom bomo. pogledal podcast, bom Ja. videl, če je v redu ali ne. Ja. Tako da. Ja, ker eno vprašanje je bilo tudi pole, kakšni so največji izzivi pri podcastu, tako da mogoče bi začel pri tebi, Mik, ki si na začetku. Kaj ti je bil največji izziv, verjetno sigurno montaža. Mislim, lahko povemo za prvo epizodo, da je bila Grozna. smo prišli sem, mislim, da je bila ena 10 ura Ja, in smo rabili po mojem 1 uro, jaz pa ti, da smo Naštimali vse. naštemali, komplet, zato ker nas je zabavalo, da mikrofon niso delali oba Se dela skupaj. ne. Ja, tako Ja. je. Ko v bistvu nimamo mešalke, so USB mikrofoni in jih moramo pole prvo računalnik in pole smo mogli, kako si pole naredil. Ja, potem imaš en program, ki ti dejansko naredi mešalko virtualno, ne? In pol je dejansko dobilo ta dva. Ker v bistvu na začetku je seznalno oziroma samo enega. Ja, dejansko je videlo Ja, samo enega, samo oziroma enega si videla, lahko ja. samo enega rekordov. Ja. Pa ja, zdaj smo malo, mislim, se mi zdi, z vsako epizodo smo malo nadgradili vse skupaj. Zdaj smo dobili en tak workflow, se mi zdi, ki je Ja. v redu. Mislim, edino, ja, ki se rekel, te največje težave, ki jih imamo, ki smo imeli, je pač, se mi zdi, da čas je najbolj tako težava. Mislim, zdaj sem videl pri sebi, no, zdaj, ker ne vem, lahko nisem imel dosti časa in potem sem jaz ta podcast malo na hitrico sestavil in pole zmeri, ki sem ti oddal, je bilo ful dobro samo. To. Ma ne, ampak Ja, se to povem. ja. Mislim, čas je prav uno. Najtežje se mi zdi, saj z moje strani je uno se zorganizirati. Se pravi, organizirati, da imamo mi cajt, se pravi vsi tri, oziroma vsaj jaz pa Nik ali pa Tihana, da se posname in se pole uskladiti z gostom. Ne. Zaradi tega, ker nimamo, pač delamo še druge reči zraven, jaz smo službo, vidva sta pač druge projekte, oziroma zdaj bo še faks šola, ne. Tako da pole se je treba uskladiti z gostom. Ful lažje bi bilo, če bi delali samo to in bi imeli, ne vem, vsako sredo od 10 do 11 se snema in pač Ja, če ima kdo cajt, ima za prist in če ne, ne. Takrat bi bilo ful lažje, samo pač to je. In pole, ja, editing ti verjetno vzame ful cajta, ne. Ja, mislim, ponavadi tam mene, recimo, 3 urce, 4 urce, če je 1 uro in pol, Ja. recimo. Zdaj zadnji je bil malo več, ne. Ja. Ampak Ja, z Matijo pa pole je bilo še, ko hore v džimu, je ful odmevalo, ne. Je bilo ful odmeva in pole si mogel še tisto editati vse. ja, je bilo, mislim, ja, so neke te komplikacije, ko pridejo, mislim, da z vsakim podcastom, ampak
ja, ni tako hudo, da ne bi mogli narediti. Ja, Ne. Mislim, tako. tako. Še vsakeč šla ven epizoda. Tako. da. Ne, se mi zdi, da na 14 dni je se še da, ne. Ja. Ker na en teden, a pa še manj bi bilo kar izzivne. Bi mogli res pole se še toliko bolj zorganizirati, toliko več cajta vložiti, ne. Ja. Tako da. Kako pa recimo klipe, kako pa ti delaš, Hana, recimo, če malo predstaviš za kot zanimivost. Ne razkriješ preveč, ne? Ja, to so moje skrivnosti tle, ne. Ma ne, sej, ja, to je itak naredi v bistvu vse Nik, ne. On naredi podcast, pole ti pošlješ timestampe, ne. Ja, Jaz v bistvu samo naredim klip, zrežem, napišem par tistih besed, ki se povarjaste in to je to, ne. ja. Še eno pesem, mi vzame tako kar 1 uro, en klip recimo. Ja, Ma to je tudi zaradi mene, ker rada poslušam muziko, ne vmes in pa se malo zamotim in to, ne, in pa le gre cajt hitro mimo, ne. ja. Ja, no. če ne Jaz se spomnim takrat, ko sem še jaz delal, sem delal v tem programu, je spet AI-based, je ta Descript, ki je kao avtomatsko prescribal, se pravi napisal dol besedilo na podlagi govora, ampak zaradi tega, ker v slovenščini ne dela še dobro, je bilo treba vse popravljati, pa dodajati pole efekte. Ja. Ja. In še jaz nisem njih pač, ok, sem se naučil tudi delati, samo je pole zmeraj mi je bilo ful laže, ker si ti to prevzela in smo lahko to furali naprej. Tako da zaenkrat si jaz pole zmeraj, ko Nik zedi ta podcast, mi ga pošle, pole grem pogledat skozi celega, pole itak v tistem procesu pole, ne vem, napišem ta glavne stvari, da pole lahko napišem z tega opis, ki gre v YouTube, pa epizode, pole naredim timestampe za poglavja, ki se jih vidi na YouTubu in na Spotifyju. Na Spotifyju včasih se jih vidi, poglavja včasih ne, na Apple iTunesu se jih ne vem točno za kje bo. In pole naredim še jaz, ne vem, neke ideje za klipe, ki se mi zdelo, da bi najbolj palile, ne. Ene palijo, ene ne palijo, tako da pač zaenkrat smo mi to, ne, pole naslednji, tu smo že rekli, naslednja pridobitev podcasta bo mogel biti en marketer, oziroma, ko se reče, tržnik, ne, da malo pomaga pri marketingu. Tako da, če je kdo zainteresiran, ne, Plačemo dobro. dobra energija se obrača tle okrog. Zaenkrat samo v energiji in dobrem počutju, ne, s časom pa tudi tudi finančno bo, ne, ampak zaenkrat še nismo tam, ne. Tako da, Ja. Mislim, meni je tudi všeč, da smo tako kar transparentni glede tega, pač mi nimamo nobenega profita z tega. Ne. Pa želimo zato, ker nam je všeč, ker imamo nek končni cilj, se mi zdi. To In je. pač, po mojem tudi zaradi tega smo, mislim, imamo že toliko epizod, ker nam ni denar v džiru, ne. ja, ker tu je še ena statistika, ki se mi je kar vtisnila v spomin. Se mi zdi, da enih 50% podcastov na splošno, globalno propade po 3. epizodi, se pravi naredijo 3, vidijo, da tu pač začnejo z neko motivacijo, pa pole prije do številke 3, se bo Nik dubo, Ja, ne. Ker ima tudi imel prej en underground podcast, Ja, ko ja. si ga imenoval, ne. In pole se mi zdi, ko po 3. epizodi pa tisto propade, zaradi tega, ker malo vidiš, da je full dela, malo zgubiš tisto motivacijo, ne. In pole naslednji je tam okrog 12., 13. oziroma 17. epizode, se pravi, če prideš čez pač teh 12-13 epizod, si že v 90% vseh globalnih podcastov. No. Pač tu je full, ne, samo polka pa vidiš, koliko teh podcastov je, ki prije mogoče do 4, 5, 6 epizod, jih je full, je bazen, ne. Tako da, če priješ že čez tisto neko številko mejno, si že v top, ne, Ja. 10, tako da. Mislim, to je tudi ful odvisno od teme, ne, podcasta. A pa to je. Ker se mi zdi, da so vsi da gremo narediti podcast, kot da bi bili mi trije neki tle džabe, bi govorili, pač. Ja, ja. In pole itak, da propade, ne, hitro. Ja. Da. Ja, čeprav nekateri so pa lih tako uspeli, ne, ker pač samo klepetajo, recimo Joe Rogan, ne, pač on ni šel v podcast z nekim, ne vem, ciljem, namenom, ampak on je pa delal prav, je pa, se mi zdi, pa ta motivacija ful močna, ne. Pač tu mi je ful dobro, jaz bi se pogovarjal z zanimivimi ljudmi, ne, in jih ima zdaj koliko? 2 ure. Mislim, Dosti, mislim, preveč skoraj že. ja, on jih daje pismo vsak drug dan, ne, Ja. se mi zdi. Je hard, ne. Mislim, meni je bilo kar fascinantno, takrat, ko si objavil, veš, da je na Spotifyju kot recommended naš Ja, podcast. Tisto mi je bilo že malo ok, nekaj se dogaja. Ja.
Sicer sem mogel kar full scrollat, mislim, sem mogel zbrati pravo kategorijo, mislim, da je bil health and fitness in sem mogel kar fajn poscrollat, ne, ma se haj dobilo. Ja, tako tam da- je, ne. Ja. In mislim, zadnjič sem pogledal pri sestri na iPhonu, na Apple podcastih, mislim, da smo bili tam 75 nekje v Sloveniji, tako da Top 100. smo na čartah. Top 100, ja, Let's evo, go. top 100. Smo na čartih, ja, To je tako to, da. ja. Ja, zdaj samo ustrajati, no, tako da zdaj mogoče bo malo težje obdobje, zaradi tega, ker greš ti nek, pa Ko si drzneš. Mislim, Oprosti, Hana, nisem hotel. mahalo. greš na lepše, ne. Školiko dela si imel do zdaj. Ja. Zdaj mogoče ta oktober, november bo malo bolj, Peste, Ma ne, ampak- se ja. bo šlo. ampak se bo dalo, ja, tako da. To so oni dark times. Ja. Pole po temu, prije fame, ne. Ja, Pa boš se pa Boje. ti, se pa boš pa ti na šoli in Ja. boš bil na faksu in Mhm. bom mogel jesti. Ja. Se pride nazaj. Oziroma zdaj boš ti videla, kako je bilo prvih, koliko 10 epizod, koliko sem 12, ta je 13 zdaj. naredil. Ja, ampak koliko sem jih naredil preko prišla Hana. Pri 7 je prišla Hana. Aha, no, Ja. pa boš videla. No dobro, Boš videla, 7, kaj 7, nič. boš videla, kako je. 7 sem jih naredil. Oziroma 8 je bila, z Aljažem bila 8. Ja. Aha, evo, evo. No, Jaz imam cilj, tako da zdaj sproti si ponavljam, vsake toliko se zmislim, si ponavljam sproti vrstni red, tako da mi je cilj na dolgi rok, da bom vedel jih na pamet, kdo so bili hosti. Aha, Tako da okej, bomo okej. videli, koliko do kakšne številke bom uspel to handlet. Ja. Mhm. Se mi zdi tako zanimivo, da bo. Čekaj, največji izzivi, kako izbiram goste. Ja. Ja, eno vprašanje, ki tudi jaz dosti krat dobim, mogoče bi koga zanimalo, če si postavim vsa vprašanja vnaprej ali sproti si izmišljujem vprašanje. To se mi zdi, da je kar, tudi potem se mi zdi, da se ločejo podcasti, Ja, ali ja, je to podcast, ali je to intervju, ali nekaj vmes, ne? Ker to se mi zdi, da je prav čar podcasta, da je rata tako spontano, da ti sproti vidiš, aha, zdaj se pogovarjamo o tega, lahko bi vprašal še to. Tako da jaz si nekje postavim zmeraj vnaprej neke splošne, ne vem, tematike, od katerih bi klepetal. Recimo tudi za danes sem si postavil, ne vem, par vprašanj, po katerih gremo, ampak vmes pa dobiš tudi tako enih, ne vem, novih vprašanj, da pole malo vidiš, malo moraš uno pole, ne. Malo kot neka pod vprašanja bolj. Ja. Ja, mislim, sej, kadar jaz poslušam, kadar smo tukaj in kadar poslušam, je ono, aha, ok, full lepo flowa, je tako full, Ja. ni nek, da bi se nekaj zatikalo ali pa tako, Ja. ker vem, da v prvi podcast je bil malo tako, tukaj bomo pa skrajšali. Ja, ja, vmes mi je bila prav panika, je, okay, zdaj smo končali govoriti od športa, ojej, ki bomo zdaj naprej. Ja, Gremo ja, še ja. malo od športa, še kakšno vprašanje od športa, ali ojej, ki naredi idej, Nik, tle boš malo zeditev, da se jaz mislim malo skuliram, ne. Ampak ja, se mi zdi, da prvi tak podcast je bil z Marušiča, ki me res se je oprlo, pač. Ja. Ker tudi on je pač tako ono, ful spontano, sproščeno, rekel, lej, pač naredimo Kaj bo to. bolj? In tudi jaz sem se takrat prav spustil, sem videl, da pač to mi gre nekako, oziroma je tako se sproti učiš in tako. Ampak ja, takrat je bilo pole prelomno, ker prej sem bil uno, zmeraj preveč uno, veš. Ja, je bil ko intervju skoraj, Ja. že ne. Pač je bil, si imel tiste vprašanje in potem Ja. si šel na to. In... Ker recimo tudi nekateri so še bolj spontani, vem, da recimo Selakovič odda ideje, ne, on rekel, se sploh ne postavil vprašanj naprej, samo pač okvirno, aha, te teme bi in pole vse po flowu, ne. Jaz pa se mi zdi, da lih rabim neke okvirne, ne, da se malo naprej. Je pa zanimivo, ker recimo, kadar debatiramo tako z gosti in tako, je zmeraj mi prija pole kakšno vprašanje in pole ali si ga zapišem, ali si ga zapomnim za pole in je ful dobro, kako se pole odpirajo tematike, ne. Ja. Ja, tako da. No, imamo mi kakšno vprašanje, Hana. O, veš, da imamo? V glavnem, ma ne bomo ti povedali nič. Ja, Jaz ne. bi samo rad dobil ta vprašanja, Hana, ker jih mi nisi poslala prej. Na, beri. Ne, vsak eno. A ja, vsak imaš eno. to vprašanje? Ja, zate tudi. Ja, Danes ti jesi- gost. Uje, to me je pa Zato zdaj, smo- sem že živčen, sem že živčen. Zato smo pa zamujali. V glavnem, jih moraš pa ful hitro, mislim, ne bo nek ful dolg pogovor o tem, bomo kar lepo leteli to vprašanje. Okay. Prvo vprašanje je, kakšen je tvoj najljubši podcast? Najljubši podcast, kako je epizoda, oziroma Ne, na splošno. Pazi, ko odgovoriš. Mislim, kanal. to je tako dvorezni meč je to. Če sem lahko pristranski, je podcast Benesere. Ne? Pravilno. Kako? Nisem razumel. Podcast Benesere, to je B-E-N-E-S-S-E-R-E, to v bistvu beseda izvira iz italijanščine in pomeni dobro počutje. Ne, če ne tako, pa recimo na splošno podcasti, pa najljubši podcast.
Zdaj trenutno mi je Modern Wisdom od Chrisa Williamsona. In on mi je tudi malo inspiracija zaradi tega, ker on dela to, mislim, da že ne 3-4 leta in je kar konstanten, 3-4 krat na teden epizode. In zdaj pred kratkim je pač prišel čez 1 milijon naročnikov na YouTubu. Ima take tematike iz modernega življenja, zdaj recimo imel Chrisa Bamsterja, pa recimo imel Alexa Hormozija, ki je eden izmed največjih teh strokovnjakov na marketing področju, gospodarstvo in to. In mi je ful všeč tudi njegov pristop in vse, tako da, ja, mogoče zdaj trenutno takle je. Mislim, Prvi odgovoril, pravilen je. Ja, tako, pravilen. To mu A zrezali. ja, tu je pravilno napačno. Ja, nekaj tazga, recimo. Moram Ne, Ne, sej ne. Zdaj, druga je malo tako random, najljubša fitness vaja. Najljubša fitness vaja. Tle sem, Hitro moraš odgovoriti. trenutno deadlift. Vedno mi je bil počep, samo zdaj v zadnje cajte se mi je malo prezamerilo. Mogoče sem ga preveč delal, tako da zdaj trenutno deadlift, ja. Aha, ok. Dobro, dobro. Mrtvi dvig, ja. Jaz sem old school, jaz delam take kompleksne vaje, ker še iz odbojke smo zmeraj delali, ne toliko na mašinah, bolj s palcev, tako da ja, deadlift. Zanimiv odgovor. Hanna, kak je pa tvoja najljubša Moja vaja? najljubša vaja. Ja, tu bi lahko tudi vidva odgovarjali, ne da samo moje jaz najljubše. odgovarjam. Ne, samo ti odgovarjaš. Samo jaz. Ja, ja. Bulgarian split squat. Ne, šala. Nimam. Nimaš Ne, favorite vaje? ne vem. Mogoče... Uni rowi so mi dori za hrbet. Ti si Ne rovi vem, so ko se dobri. reče. Ma. Mogoče ja, ne veš. Kjer s kabli ali s palcem. Ne, ono, ki si na benču tako malo inkano. Ok, z ročkami. Ja, Ja, tvoje. tisto kar kul. Nice. Ja. Nik, Tvoj? Mislim, vse, kar je biceps in triceps. ne. ste ne vide po rokah, ne, tako da. Ja, ja. Ava. Da sem malo zabil, ne. Upam, da mi je odtrst. To gre v klip. Veš, ne vem, jaz ful sem tako. Na. Ne vem. Ti hitro odgovori. Tik-tak. Tišina je Sem bila. prav zardel, Ne, ne. res Ko je sploh ne, hrat sploh ne rdeč. vem, kaj mi je najbolj všeč vaja. Sploh nimam neke te, da je neki mi najbolj všeč. Ne vem, lahko mi je, mogoče mi je neki hrbet, mogoče, kaj še vaja za hrbet. Mislim, da je to najbolj. Ja, Kaj mislim. pa prvo vprašanje, da me zanima, recimo vaš vajn, Ja, najljubši podcast Banesera, ni Ja, že mislim, jasno. logično je, kaj Nek kratki razlog, ja. odgovori. Ajde. A čakaj, jaz sem, ne? Ja. Torej, mislim, nekaj smo tudi slišali, da si ti bil gost na enem podcastu Yes. in zdaj me zanima, kako je biti gost na podcastu. Zdaj sem tudi se počutim kot host na podcastu. No, no, sej, tudi to je bil en. Ne, tak- ful dobro. Sem bil 2 tedna nazaj, ja, sem bil v Ljubljani, me povabil Lano Zupančič z LZ Nadcast. Ja. Sicer ni še ven epizoda, rekel je, mislim, da bo oktobra. In ful dobro mi je bilo. Dejansko sem se ful razgovoril, ker če ne, jaz sem tak, nisem jih velik govornik, se mi je kar težko dosti povedati, daj. Ampak tam hor sem padel kar v flow, mi je kar šlo jezik samo od sebe. In ne vem, mislim, da smo posneli kakšno dobro uro 15 in pol je rekel, ok, zdaj zaključim vprašanje in sem bil kar uno. Pismo lahko še snimamo, veš? Nisem padel, zdaj sem flow, zdaj ti lahko povem, lahko govorim tle še 2 uri. Tako da dejansko mi je bilo ful dobro, ja. Pač podobno kot tle, samo da tle sem bolj, recimo, kadar mi hostimo, jaz sem bolj tisti, ki premišljuje, pa se zmišljava tiste vprašanje, tam je bilo pa ful uno, pač, ne vem, sem padel v flow, šlo mi je samo od sebe, pa že tudi zanimivo, ker sem lahko pole malo skakal z ene tematike v drugo tematiko in tako. Tako da, ja, na kratko ful dobro, ja. Ma, o čem ste se pa pogovarjali, ali je to skrivnost? Tako od vsega malo filozofija, ta svobodna volja, ego, neki višji od nas, neka duhovnost in to. Pole malo je spraševal od prehrane, ker sem izviran z tega področja. In pole ful take random tematike, ne vem, spraševal me je o Bitcoinu, ki pojma nimam jaz od tega, malo ekonomija in ta današnji svet. In tako ful različne tematike. Da me je sicer presenetilo, ker smo šli kar tako, sem govoril od neke tematike in pole on mi je vrhu vmes kar eno vprašanje z neke X tematike in se bo pravuno.
Očakaj, jaz moram zdaj malo premisliti, ki vam povedal. Okay. Tako da mogoče meni osebno ni njih najljubši tak format, ker mi je lažje, da se nekako grejo te tematike, da je bolj tako, da se poklapljajo, pa da je nek smooth transition, ampak je bilo pa zanimivo, no, tako da. Ja. No, se pravi oktobra. Oktobra nekje, ja. Okay. Tako da bo zanimivo jeti nazaj poslušati, kako je. Ker dejansko meni je lažje se izraziti skozi pisno besedo, ker mi je lažje, če vam naprej neki cajt malo premisliti, lepš te povedi zorganizirati, ker ponavadi, kadar govorim, se ful ponavljam, pa ena nista beseda, tako da bo zanimivo je poslušati, kako je izpadlo. A sem bil boring, kar je bilo zanimivo za poslušati. Bomo videli. Bomo ne videli, bomo slišali. Ja, ja. Dobro, kje smo? A ja, najljubša epizoda do zdaj. Naša. Ja. Pismo, to je malo tako, ne, ker nočeš nobenega žaliti. Ja, zato smo dali to vprašanje. To je spet en odgovor, tak dvojni, ne. Dejansko mi je bila z Aljažem, zaradi tega, ker je bila taka res globoka tematika. Pa taka tematika, ki je dosti občutljiva, pač to duševno zdravje. Ampak smo predstavili na tak način, ker smo zdi, da se lahko vsak videl v njej, pa vmes je Aljaž še pak prinesel tako ful ene dobre energije. Tako da to, pa hkrati tudi smo govorili o nekih takih tematik, ki so še vedno še malo bolj tako malo scary oziroma malo, kako bi se reklo? Tabu, ja, recimo psihedelik in take, Ja. recimo tudi mene ful zanima. Tako da ja, tista mi je bila, no. Pa na konci pole je imel še nastop, tako da mi je bilo polovno, nice. Ja. Tam je Hana lepo zeditala tisti nastop. Ja, se vem. Ful dobro. Dobro, da je bilo v fokusu. S kom bi zamenjal dan, oziroma s kom bi zamenjal live za en dan? Zakaj si napisala, s kom bi zamenjal Ma lej, live ne za vem. en dan, si napisala? Kaj? S kom bi zamenjal live za en dan? S kombi. Ja, lej. Okay, se pravi, če bi se lahko spremenil v eno osebo za en dan s kom, oziroma ne s kom, koga bi se zamenjal. Hana, mislim, a nisi imela zdaj mature? Okay, sorry. Hitro odgovori, boj da. Da ste lahko dobili, čakaj, kaj provam malo. A lahko zdaj daš tu? Če ni moje, niti mene ne smeš vprašati, Hano moraš Ja, to vprašati. že sem jaz gazda tle. Se pravi, odgovore ne. Pismo, ne vem. Mogoče bi se s kakšnim takim, ki je malo bolj famous, da bi videl, kako je ta famous life, če mi to odgovarja ali ne. Recimo prvi, ki mi prija na misel, ne vem koliko poslušalcev ga pozna, ampak je recimo Aubrey Marcus. On je v bistvu lihtko filozof, pa je bil bivši lastnik Onita. Onit je lihtko podjetje z prehranskimi dopolnili, z lifestyle, s fitness opremo in tako. In on ful deluje v tem področju, se pravi self-help, pa tudi na duhovnem področju, pa lifestyle, pa lihtko ima podcast, pa zdaj organizira razne festivale. Tako da njegovo življenje zgleda tako ful zanimivo, hkrati pa ful deluje z tega. Iz dobrega namena, iz dobre volje, tako da mogoče bi z njim, da bi videl, kako je, ker res lahko življenje posvetiš tistmu, kar ti je všeč, kar te zanima, kar čutiš namen za. Zanimivo odgovor. Okay, ja. Ja. Dobro nam gre. Pa malo tudi pole vidiš, kako je life recimo v Ameriki, v Austinu, iz Austin, Texas. Recimo vem, da zdaj poletje bi bilo nenormalno, ne, ker je vročina tam, ja, tako. Zanimiv odgovor. Ja. Zdaj to je zadnje vprašanje. Kaj bi dodal trenutni ekipi? To smo že malo odgovorili. Ja. Trenutni ekipi, ja, bi dodal nekoga, ki bi znal to, ki bi pomagal pri promociji oziroma marketingu, trženju. Zaradi tega, ker se mi zdi, pač gre nam dobro je produkcija in to, ampak jaz pa mislim, da nobeden izmed nas ni tak marketinški tip, ne. In to se mi zdi, da nam malo manjka zdaj. Predvsem pač ne vem, kako tudi optimizirati recimo SEO,
SEO, ne, se pravi, da ti malo bolj potiska ven podcast. Mogoče je ta marketing in na drugi strani tudi pole nekoga, ki bi, zdaj tako prihajamo, zdaj bo treba tudi paziti potem, da se podcast tudi malo širi in tako. In zdaj hostuje na tej platformi Substack, tako da prej bo treba narediti kakšno spletno stran, pa pole, ko bomo šli v to, vsaj moja vizija je to spremeniti potem v nek spletni portal z raznimi kursami, vsebinami, poučnimi in to, tako da mogoče tudi nekoga, ki bi znal tudi pomagati pri temu, se pravi neke spletne stvari, Google Ads, YouTube Ads, Facebook Ads. In mislim, vse te stvari se da vse naučiti, se po mojem sigurno na začetku bi znali to, se tudi jaz bi se naučil, samo je zmeraj lažje, če dobiš nekoga, ki ti pomaga, oziroma ja, tudi nekoga pole za nek social media management. In Pa se lahko ti osredotočiš na tisto, kar ne bi Ja, znaš, ne. dejansko, ja. Ker tudi recimo jaz sem zdaj v procesu pisanja, želim si narediti en kurs, tu smo recimo med sabo smo že pogovarjali, in tak kurs, da bi začeli tudi neka educational content v tej smeri, ampak poleg hkrati potem zmanjkava za tisto, kar jaz želiš delati, ne. In če imaš poleg nekoga, ki ti sprosti nekaj časa, je že tisto ful pomeni, da poleg tudi za ostale rasti in tako, ne. Kaj mogoče, ja. Dobro, Kakšna vaša ideja, koga potrebujemo? še enega za video, ne? Čakaj, zdaj sta že dva za video. Še enega Ti ramo, že ja. dva mesal. Še enega ramo. Strokovnjaka za zvok. Tako, ja. O, To ja, po moje ja. enega, ker nam bi lahko audio nam dvignil malo bolj, zato ker to je zdaj. Ma ja, no. Enega, ki bi znal to rešiti na lep način, ne Ja. pa z nekimi umetno inteligenco. Prosim, ki ga hvala, bi se- če kdo to gleda. Ja. Tako da ja, če tudi to gleda in je pripravljen na pogoje, ki jih ponujemo, se pravi, Pravi 1 milijon evrov na mesec, Ja. pa plačano je vse. ja, potni stroški, ne, Ja, take ja, reči. vse. Ja. Vse je plačano. Ja. Zdaj imam pa jaz eno vprašanje, ste končali z vprašanjem, imate kakšno še? Ne mislim, da je to. Eno vprašanje, ki je prišlo preko Hane, da kje se vidimo v 5 letih, se pravi, kje se podcast, pa kje se vidva vidista čez 5 let, recimo. Hane, boš proti idej. Jaz? Da lahko pa le malo plonkamo tebe. A ja. Ja, mislim, ne bo dobro odgovor. Ne, bo dobro. Mislim, glede na to, da sem zdaj v bistvu izobražen klošar, ne, s to mojo maturo končano. Ok. Kje se vidim? Ma, po mojem, mislim, nekaj smo govorili mi za nek studio, ne, tako da, če se bo to uresničilo, bi bilo kar dobro, ne, za kako snemanje in to. Če ne, pa ful ne gledam prihodnost trenutno, no. Mi je zdaj tako, je toliko projektov se nabral čez poletje, to je, da se imam profajn tle v sedanjosti, no, tako da ne razmišljam še nekaj naprej. Če ne pa je tak šola, ne, zdaj višja in pole še mogoče tle akademija v Gorici za 3 leta. In, ja. Klapa uletela. Novi gosti. Novi gost. Jan je zdaj štima pregrado. Ja, mislim, to smo, danes sem jaz malo kriv, da smo malo zamudili in zdaj se naš prostor Blame je. it on- Ja, Blame naredi tle it on- javno on- opravičilo zdaj. Oprosti vsem, opravičujem se za to nezgodo. Ampak ja. Ne, v glavnem, mislim, čeprav moram zdaj pogledati, kje bo ta podcast čez 5 let, jaz ful ne vidim. Mislim, ne, ga vidim, ampak ful ne vem, kaj lahko v 5 letih Ja, dejansko. narediš. Mislim, ker na nek globalen nivo, po mojem, mislim, ne da ne moreš priti, bolj je to, da je slovenski podcast in pač se bo ga poslušalo tukaj. Ne? Ampak to ni nobena slaba stvar, meni se zdi, da je tak bolj, mislim, bolj ko si lokalen, mislim, vsaj meni je malo boljš, no. Tako da če, mislim, jaz vidim ta podcast, da bi se poslušal čez celo Slovenijo, ne pa da je samo na nekem določenem. In je tak potem drugi gosti, različni gosti, večji gosti, boljša produkcija, več klipov. Ja. Halo, me napadaš? Ne. Ne, okej. Boljši audio, bom tudi jaz sebe tepal in tako ne. Tako da po moje tlele, no, pač ta del. Če ne v svojem osebnem življenju, jaz vidim se na eni jahti.
Ne. Samo s podcastom bo to težko, ne? Ne, čakaj, kako veš? Ne, če moram gledati tako osebno življenje, pa to, ja, pač en studio bi odprl, imel fotke, imel nekaj s tem, no, kreativnost, Ne. to. To res, ja. Mislim, ful težko je, ne vem, prav neki določiti, kje bi bil čez, ne vem, 5 let pa karkoli. Ker tudi ne veš, kako se bo podcast scena razvijala. Za nekateri so mnenja, da je podcast šele na začetku, kao Amerika je na začetku, Slovenija pa je na začetku začetkov. Pač začetkov. Tako da je ful težko povedati. Sigurno je pač, ne vem, prvi tak korak je, ne vem, neka monetizacija, da pač probaš malo dobiti, da pole lahko nekatere stvari si privoščiš, pa da ne delaš lih. Da dobiš tudi nekaj od tega, ne? Pole sigurno naslednji korak je studio, ne? Ja. Da ne pole, recimo zdaj hostujemo tle v mladinskem centru, pa je zmeraj pole zaradi tega tudi malo težje, ne? Se organizirati pa posnet. Recimo zdaj tle so prišli, imajo eno rojstnodnevno zabavo, ne? Tako da pole je malo težko. Ja, kažin, ne? Mislim, se itak smo ful veseli, da lahko sploh tle snemamo, nekaj, če ne bi bilo še toliko teže. Pa recimo zanimivo, ker sem bil v Ljubljani pri Lanotu na podcastu. V Ljubljani pa obstajajo pisarne, ki jih najemeš recimo za določen čas samo, recimo za par ur jih najameš in mislim, da je najemnina tam od 10 do 20 evrov, oziroma 25 evrov na uro. Zdaj pole sem že malo gledal, če obstaja ki tudi tle na Horiškem. Itak da ne. Itak da ne. Tukaj takrat bo 4 leta preko. Mogoče je podjetniška ideja za nekoga, ki bi se tu odločil, ne? Pa pole mi dobimo 1%, 2% ali prodaja. pa vse eno sobo, ne? Ja, ali pa zastoj na recimo najem. Tako da recimo tisto je bilo zanimivo. In če ne neki moji osebni cilji, recimo jaz vidim tudi podcast, da je del nečega večjega. Se pravi, ko sem prej omenil nek spletni portal z vsebinami, da je pole podcast tisti z brezplačno vsebino, ki bo potem tudi ta portal delal neko reklamo. In mislim, itak graditi oziroma širiti podcast samo zaradi tega, da je velik, da se širi. Mislim, da tu ni cilj od podcasta. Podcast je ono, da se z njim ljudje povežejo, da vidijo, pač, da je zanimiva vsebina, da je poučno, da je tudi fajn po eni strani. Hkrati pa pole, da daješ neke tudi vsebine brezplačne ven. Ne vem, tudi mogoče kakšne krajše posnetke, krajše podcaste, ne vem, na določene tematike, ne vem, kako je zdravo, ali pa recimo, ne vem, napotki za boljše spanje, pa ne vem, zdaj neke primere dajemo. Pa tako recimo, da v tej smeri, da pomagaš ljudem, da izobražiš okolico, da pole tudi nekaj prispevaš tle lokalnemu okolju. Ker smo zdaj tle na Horiškem, se ful malo dogaja, ne, večina mladih ostane v Ljubljani in parkrat me je tudi mene malo zamikalo, da bi se šel nekam, kadar se malo več dogaja. Vem, da sem že bil 4 leta v Ljubljani kot študent in me ful ni pritegnilo. In se me pole vleklo nazaj na Horiško, nazaj domov, ne, tako da vem, da pač je težko tle na Horiškem, ampak hkrati pač je tudi fajn, da daš neki lokalnemu okolju nazaj. Ja. Tako da se pravim, neki cilji oziroma želje so ustvariti nek center oziroma nek center dobrega počutja oziroma v sklopu tega pole imeti tudi studio, kjer lahko potem rekordaš podcaste, pa recimo, da je tudi nek multinamenski studio, kjer bi pole lahko tudi fotkali, pa recimo vi fotkali, pa neka take stvari. In pole, da se nekako povezuje vse, ne? Da recimo ta nek center dobrega počutja, center Benesere, da bi laufal s pomočjo podcasta, hkrati, da bi bile neke spletne vsebine od zadaj, ne? Tako da tu je neka vizija, da bomo pa videli, kako bo vse. Bomo čez 5 let videli, ne? Se pravi 2023, 2028. Ja. Bomo pogledali nazaj ta podcast in bomo ful smo falili, ali bomo bili wow. Ful malo smo mislili, da bomo naredili. Ja, ker v bistvu tudi ta rast podcasta oziroma vseh teh stvari je prav ta eksponenta. Na začetku ni nič. In pole, ko se začne malo kazati, je pole boom, ne. In pole, ko začne enkrat rast, pa ni konca, ne. Ja. Recimo, prej sem dal ta primer od Modern Wisdom. On je prav, on do, recimo, fura, mislim, da 3-4 leta, do zadnjega leta pač ni imel nič rasti. Mislim, je imel rast, ampak recimo
v zadnjem letu je imel več rasti kot prej 3-4 leta. Ja. Veš, prav, to je ta ona eksponentna rast, ne, da kadar se začne, se ne ustavi. Ne, tako da, ampak je treba samo gurati, ne, Itak, da priješ do tizha. Mislim, če sem jaz tako ful iskren, ene prve 3 podcaste si mogoče tudi Hanik dajal, sem bil samo, to je grozno. Sem bil, ko sem medital, sem bil samo, to je... Ja, ki ni še flowa, ne? Mislim, veš, ne vem, kje začeti, ne vem, mislim, ne veš to, zakaj delamo to stvari, se mogoče tudi ti kdaj tako, pač tudi pri sebi si, veš, si bil na... Jaz smo naredili 4 epizode, pač vsakeč, ko sem nekaj editov, je bilo nekaj narobe, ne, in zmeraj sem bil polovno shit, zdaj mi je, to ne bo šlo, ne, ali pa pač imaš en tak. Ampak zdaj se mi zdi, zdaj se ta fundamental, da se mi zdi, da so se zdaj ustvarili in pa zdaj samo naprej, ne. Upam, da te ne bo preveč premamla Malorka, da ostaneš tam, da te zgubimo, ne. Bomo videli. Ga prijemo iskati. Ti raznami, tako ali pa tako, ne. No, Če ne priste pa vi gor, bomo imeli gor podcast. Ja. Ne, se tudi meni na začetku mi je bilo sploh najtežje, recimo, tu nisem odgovoril, kaj je bilo recimo meni najtežje. Meni najtežje je bilo zalaufati. Pač to, jaz sem ti smo začeli govoriti o tega že lansko poljetje in smo rekli, na jesen začnemo. In potem je prišla jesen, je šlo mimo, smo rekli, ok, decembra začnemo. Ja, tako je. Potem po novem letu res začnemo. Smo res začeli, smo posneli prvo epizodo januarja, konec januarja, ampak potem kar ni zalaufalo, sem rekel, marca sem popizdu. Marca moramo dati prvo epizodo ven, ker če ne bo šlo še pol leta mimo. Ja. In takrat, ko smo imeli za dati prvo epizodo ven, sem jaz dobil fuljenih pomislekov. Pač ki se sploh tega lotevamo, to itak je brezveze, nobena to ne bo brihalo, pač tu je škoda časa, nobena ne bo gledal. In tisti cajt je lih prišel ta epizoda od Aideje, kjer je imel Gorana Hrvačanina. In tam so lih govorili, da je vsak teden nekaj še nov podcast in je tudi meni pač malo stopilo v glavo, ki se sploh mi tega lotevamo, itak tu ne bo nobena gledal. Ampak pole pač smo mogli zgurati 3-4 epizode ven in pole je bilo pa, ok, dobro, tu ljudje gledajo, je zanimivo jim je dobro, meni je to dobro. In pole naslednji tak zastoj oziroma mrk zame je bil, ko sem se videl na kameri in po teh čudnih kotih in sem bil prvo, Marija, kako jaz gledam na kameri, kako govorim, ne, jaz ne morem tega, to je tako grozno. In pole sem govoril z mojim prijateljem, eden izmed boljših prijateljev z Denijem, ki je tudi bil igralec v mladosti in je rekel pač, da so se niti sekirati, ker tu je problem pri vseh. Pač tudi jaz, ko sem bil igralec, nisem mogel videti v filmu, pač jaz sem gledal tako film. Veš, kadar so prišli Črni bratje ven, jaz sem rekel, meni je bilo to grozno, jaz sem pri Švicu, pač se nisem mogel gledati, samo pač to je procesno in pole se navadiš in ti je rad avtomatsko. Si to tu vidiš samo ti, ne, sam pri sebi. Ja, dejansko. Da te bo zdaj, kak si potinu in kaj. Pač ti vidiš detajle na sebi in to je to, ne. Gremo dalje pač. Prav čakam, ko bo zdaj bila Hana, oh my god, jaz gledam tako grozno. Mene bo nikdo. Veš ti editala samo blur, da je zdaj blur tukaj. Ja. Cool. Ste še kakšno vprašanje pripravljeno? Imamo še kakšno vprašanje, Hana? Ne. Kdaj bo, oziroma, mislim, zdaj mene ne bo. Ja. So kakšni gosti, ki so mogoče taki, da bi mogel biti jaz ljubosumen, da me ne bo. Evo tako, da lahko malo tizamo še naprej podcast, ali ne. Ja, zdaj kot naslednji host, še zadnji host, ki boš tukaj preko greš, ne, je eno veliko ime, fitness, med mladimi fitnesserji, je kar veliko vplivnaš. Ne bom povedal kdo, da bo še malo bolj tiz. In pole se pa, mislim, zdaj se mi zdi, da zdaj čez poljetje noben ni imel cajta in zdaj na jesen imajo pa kar vsi imajo cajt za podcast. Tako da, pol ima meni hostov, mislim, že na pol zmenjeno, ampak ni še prav sigurno. Z Dejanom Vičičem se že en kup časa pogovarjamo, samo zdaj je malo padlo v vodo zaradi pač vsega dogajanja, ki je bilo okrog reprezentance, poškodbe, evropskega prvenstva, tako da ne vem, če bo ratalo. Klemen Selaković se je odzval na Instagram story in je rekel, da nekako ponovno kontaktiram oktobra,
tako da potencialni host za jesen oziroma za zimo je tudi Klemen Selakovič, kar bo zelo zanimivo tudi z njim govoriti, zaradi tega, ker ima ful dober pogled na filozofijo, na podcaste, pa tudi ga vidiš, da živi zdravo, pa ima tisto dobro počutje. Tako da tisto bo ful zanimivo tudi za našo tematiko podcasta. In ostale goste, pa se pravim, to je proces, mi zdi, od gosta do gosta. Ne? Sploh ne vem, kdo bo naslednji. Ja. Spontano, ja. Tako da Vse je prav, ne, da se bi rad malo več tizal, ne, ma ne morem. No. Ne morem. Top. Ja. Tako da. Če naredimo enega nadaljavo, ne. Če ne. Ja, vidiš, ja. To je bila tudi ideja, da bi lahko naredili enega prek Zooma, ne. Tako je. Da ne bo jih Zoom kvaliteta s kamerami, ne. Ja. Neseš mikrofon s sabo, da bo dober sound. A Je pa tako, poleg, ko ja. priješ nazaj, da poveš malo, kako je live na Malorki. Tako, ja. Naredimo še en ta Tim Benesere, Benesere, ja. number 2. Ja. Tako je. Zdaj pa lahko, zdaj sem prebila led, vidiš. Zdaj imaš, Hana, še dve vprašanje. Ne, lahko zaključ po tleh. Ja, tako je. Hana, Vidiš, dobro, da smo spomnili. Ne. Se tu pa znaš, ne, se tu veš, kako je. Ne. Ja, Za zaključek. Zame dobro počutje, ne? Tako je. Dobro počutje. Bom odgovorila na hitro, ker bo žur. Zame dobro počutje v bistvu je ko nasplošno disciplina. Ker to, ko imaš disciplino, se mi zdi, da life začne laufati, no. Tako da ja, kratko povedano. In ta drugi del. Hvala. 3 nasveti za 3 nasveti. Mislim, ko bi rekla, iri se upalo, dobro. Poštimi si svoje cilje, mogoče to prvo, da imaš res nek cilj, končen, pole ne obupati med tem in tretje, imej se fajn v procesu. Ker tudi, če boš padel kdaj, tako je to del, ne. Tako da se moraš imeti zmeri fajn, ne smeš vsega resno, ne. To je tako. Se mi zdi, za dobro počutje. Vse meni, no. Nekaj že odgovoril, lahko še enkrat. Ne, jaz sem že odgovoril. Jaz sem tudi že. Mislim, če zdaj tako malo za Hano je ful lepo povedano. Mislim tako, to da moraš, je ta, ni cilj končna. Ja. Mislim, cilj je končna zadeva, ampak moraš uživati na poti, ne. It's about the journey. Ja, tako je. Dejansko. Kukor je cheesy ta quote, ne, pa če res. Ja, je dejansko. res, ja. Se tu se pogosto zgubavamo, ne, vidim, tudi jaz imam ful, ne. Pozabiš, mislim, delaš proti nečemu, potem vmes pozabiš živeti in ti je malo. No, kaj pa zate dobro počutje? Se sem že odgovoril. Ne bom še enkrat odgovoril. Ne, lahko. Ja, morajo pogledati prvo epizodo, ne. Ja, tako Ja. je. Pejte pogledati prvo epizodo, da malo promoviramo še ostalo, ne. Tako da Ja. bomo dali linke do YouTubea, Spotifyja, Apple podcasta, prve epizode bomo dali od spodaj. In to, no. Hana se lahko malo promovira, zdaj dela neke projekte. Ja. No, ja, ma to je Video. vse, to so skrivnosti, ne, spet. Hana Furla na Instagramu. Hana Fulla na Instagramu, hvala. Moram jaz ti delati. Prihaja nov video ven, baje. Baje. Kakšen tip videa? Taka, zelo umetniški, Umetniški. ja. To je ful čudno povedano, ma tako, Zelo umetniško. noč v Gorici, ker se ne dogaja nič in samo tako, Ja. Ja. tako, no. Drugače, zdaj smo snemali en video spot, ne, tudi. Ja, tudi, ja. Tudi. To sem Ni malo še pozabil. končan, Ni ne, še ma. končan, ampak Od najjače pevke, ne, shout out, shout out. Eva Hočevar, Hočevar. slane sanje. Slabe sanje. Slane sanje. Slane Ja, poslušaj, sanje. je ful dober komad. Ja. Tako da ne moramo reči, da Hana ne dela nič, ne, v življenju. Da je Pa zdaj smo ona snemali tle za mladinski center od roke, ne? Tudi, ja. Tako da tisto bo samo tudi nabirajo prišlo se. malo ven. Ja. Zmeri več projektov. Pa zdaj ne. nekaj v Equilibrium Gymu boš nekaj Ja, snemala. tudi. ne? Drug teden greste gor, ne? Fitnessači, Fitnessač. Tako da ne moramo reči, da Hana dela nič, ne, da je Ja, samo ja. na podcastu. To je ala, tako. to je res. Imam pa cajt, ne. Zdaj, dokler ni še šola. Za še kakšen projekt hočeš. Ja, če rabi kdo ki. Ja. No. Top. Evo, se smo rekli, da bo danes malo tako, malo bolj kratko. Uizi, ja. Ja, v easy, Štirali. tako da 45 minut, po mojem, te nekje pil meno. No, no. Good. Urej, urej. V redu, v redu. Dobro.
Hana samo vesela, dej smo konca. Dobro, gremo domov, ajde, Remo. Intro. Čau. Ma po moje, tako končamo in čau za dosti.